Povedal vam bom še eno mojo ljubezensko zgodbo. In to zgodbo vam bom povedal z veseljem, zato ker imam na to punco zelo lep spomin in tudi na te čase, pa ta punca mi je bila zelo, zelo všeč. In bi kar nekaj dal, če bi se tisti trije dnevi vrnili, ko sem bil z njo, oziroma bil z njo, v narekovajih bil z njo, poslušaj to zgodbo do konca, pa točno vse izveš. Preden nadaljujem, naj še povem, da imam na Instagramu posebno Instagram skupino, kjer člani dobijo linke do veliko zanimivih privat videov. To so isto takele ljubezenske zgodbe, mogoče malo bolj žgečkljive, za katere ne želim, da jih vidijo čisto vsi, pa da to viralno gre, pa da se bodo ljudje norca delali z mene in z video in z vse. Zato se včlanite v to skupino, pridružite. Vse, kar morate narediti, link je v opisu videa, kliknete in pol na Instagramu pridruži se skupini. Če imate pa kakšne težave, da ne gre, mi pa pišite preko Instagrama, pa vam pomagam. Na Instagramu mi pa najdeš po Tomaž Gorec, pa tudi tam me zasled, če ti ni težko. No, da nadaljujem zgodbo. Enkrat smo šli na morje s prijatelji, ker več nas je šlo. Zakaj smo mladi fantje na morje hodili? Glejte, samo z enega razloga. Pa govorim osebno. Zato, da smo lovili ženske. Glejte, kakšen morje, kakšen sonce, brez veze. Mi smo šli zaradi, da bomo lovili ženske. In tudi veste, če je tega dopusta pol minilo, če še nisi ženske dobil, si bil živčen. A jo bom, a jo ne bom, a sem šel brez veze na morje, pa tako naprej, In to je bil en ta sam cilj, da ne seveda grem jaz na morje zaradi morja, narajš grem sam, takrat je bilo pa drugače. Mi smo takrat bili v enem velikem hotelu, kjer je sicer bilo super. Imeli so veliko teraso, na kateri so pa tudi zvečer so bile ta bend v živo je špilov, pa je bilo malo zabave, pa se je malo plesalo, pa tako. Pa tudi hotel, ker je bil velik, je bilo veliko gostov, so se tudi tam kakšne punce najdle. Tukaj smo ga malo spili, veste, smo bili kar korajžni, smo vse živo oblajali, ni nobena mogla meni priti, da mi ne bi probali. Zdaj, koliko smo bili uspešni, to je druga pesem. Ampak vseeno se je nekaj dogajalo, No, enkrat sta pa, mislim, da je bilo na plaži, sta dva od naše družbe spoznala dve punci na plaži in jih pripeljala v hotel. Ne vem točno, kaj so se zmenili, mi smo videli, da so jih pripeljali in mi smo tu pol tako imeli neko nedogovorjeno pravilo, če si ti eno punco spoznal, ni šans, da se kdo drug na nos pušča. In mi potem gremo na teraso, ta dva naša kolega, pa te dve punce, ki so jih spoznali, so pa že bili na terasi. In sam rečemo živjo, gremo ene 5 mis naprej in se usedemo. Čeprav sta dva rekla, ajde, dajte usedite se tle, so rekli, ne bomo motili, gremo mi naprej. Zato ker, glejte, jaz tudi, če kakšno žensko svajem, mi ni v interesu, da zdaj en meni prisede, pa me to vse zmoti. No in
Mi tam sedimo, spomnim se, da smo glih tisti večer naročili ful travaric, to je bilo čist pocen, čist pocen je bila ta travarica in smo jih tu kar po 20-30 naenkrat naročili. Pijemo, bili veseli in pol po kakšni urci pa ta dva kolega pa te dve punce pridejo za našo mizo in se prisedejo. Dobro, zdaj ste vi hoteli iti in mislim, ste vi priseli, se pravi, tu mi nič narobe ne naredimo. No in pol ti zben špila in eno od teh dveh punc skozi tega kolega mojega, ki jo je osvajal, da greva plesat. On pa ne grem. In pol spet enkrat teži ona, da greš plesat. Pa rekel, ne grem, tle imaš Tomažka, pa mu reči, da ne gre s teboj. Tomažek so namreč mene klicali, ki je bil film Tomažek, ki je bil en malo bolj hecen tip, malo bolj tak debil, pa hecen fejst, malo so se norca z njega delali. Pa je bilo prav Tomažek naslov, oziroma naslov je bil Tomi boj, ampak prevod je bil Tomažek in jaz sem pol, tako so mi kdaj rekli Tomažek, ne. In ona mene pogleda, tako ono, prav prosila, a bi šel plesat z menoj. Rekel, seveda. In greva mi dva plesat. Na začetku taka bolj živa muska pleševa v paru. Pol se pa rock'n'roll začne. Jaz rock'n'roll še nikoli do takrat plesal, ker mi ta rock'n'roll, mi niti muska ni bila všeč, niti nič. Ampak, dobro, moram pa povedati, punca mi je bila pa všeč, ne. In jaz, mislim, saj vidiš malo, kako drugi plešejo in začnem pa, bil sem kar dober pijen in se veste, pol te ni nič nerodno, pa glejte, jaz sem prepričan, tu sem prepričan na svojih izkušnjah, da pijen bolj sem plesal kakor trezen. Ni tu nobene logike. Ampak, ne vem, kdo pravi, da avto bolj pijen voz kot trezen, ampak tu sigurno ne drži. Se pa upam trditi, da jaz pa sem bolj plesal pijen kakor trezen. Ne vem zakaj, ampak tako je bilo. In meni se zdi, da sem tisti rock'n'roll super dober plesal, čeprav sem ga ta prvič. No, punca je neverjetno uživala. Saj glejte, ples vsako punco, bom rekel, veselo naredi in tisti tip, ki dobro pleše, tisti ima, mislim, ki si mlad in tudi, ki si starejši, tisti, ki dobro pleše, je zmeren frajer. No in midva pleševa, pol pa počasne par komadov. Se ne spomnim, katere. V glavnem, jaz jo objamem, ne, prej sva plesala tako, pol pa objamem, ona mene čele dala skup, mislim, še prej sva pa dala čel skup, sem pa videl, kako me je gledala. In jaz sem videl neko zaljubljenost v njej. Mislim, bil sem ji všeč, vsekakor. Pleševa se, objemava tako, roko sem ji malo stisnil. Moram še glede te roke stisnil, pa moram nekaj povedati, pa bom na koncu povedal. Zdajle sem se spomnil. To bom na koncu povedal, upam, da se spomnim. Stisnem ona meni nazaj, ampak ljubčka pa ne dati, to pa nikakor ne. Ampak, če nas je kdo opazoval, je rekel, tele dva sta zaljubljena, še pa še. Ampak ni bilo, no. Nič, pol tisto pleševa, a sva šla še kaj plesat ali ne, ma se ne spomnim čisto dobro. Vem, da se je pol
vem, da se je pol tista terasa zaprla in smo šli v en drug, neki mini diskač, ki je bil čist prazen, pa smo sem nekaj spili, niti muska ni bila taka, da bi plesali. Potem smo šli pa še v en drug diskač. Tam pa je bilo nekaj ljudi, malo večje je bilo, ni bilo neke gužve, no. Mislim, bilo je daleč slabše kakor na terasi. No, in tam sva spet nekaj plesala, spet nekako zaljubljeno, je spet probal ljubčka, tret, ona ni bila za. In ne, saj že mi je povedala, da ima fanta, da žal ne more, ker ima fanta. Drugače ta punca je bila pol Slovenka, pol pa tujka in doma je imela tega fanta, ne. In pač zgleda, je bila ljubezen s fantom prehuda, da bi karkoli se z mano spustila, razen majčkeno se je z mano objemala, me zaljubljeno gledala, še zdaj vidim tiste njene oči, kako me je gledala. Res jih vidim. Tu so, veste, saj človek ima stvari, ki jih pač ne pozabi in jaz pač to nisem pozabil. No in nič. Ko se pač v tistem diskoteki konča, se mislim, se jih malo končalo, ni bilo naroda pa tako naprej. In pač je bilo dogovorjeno, da bojo pri nas spale te punce, na Švercu hotelu, ne. No in ta punco sva spala v isti postelji. Vem, da sem jo objel, drugega se nisem pa nič upal. Niti se dobro ne spomnim, koliko sem probaval, ampak kakor sam sebe poznam, vem, da sem. Ampak malo je bilo tu, ko sem videl, da res ni šans, malo je bilo pa tu, ko sem se res zaljubil. In pol, ko se zaljubiš, rataš pazljiv, pa pa da ne bom preveč vsiljiv, pa pa tret. Ampak to je zmeraj napaka, fantje, zapomnite se to. Jaz takrat, ko sem bil pijen, pa ko sem rinil ke bek, takrat je skoraj zmeraj ratalo. Čim sem se zaljubil, sem zgleda nekaj narobe naredil. Glejte, teh zgodbic bom še dosti povedal, kako je ženske minilo, ker sem bil zaljubljen. In glejte, jaz imam statistiko, ma nobena me ni od po domače povedano, ker nisem bil zaljubljen, ko sem kar tako malo na hiter, tista, ki pa je bilo malo zaljubljenosti, se je pa dostikrat naredilo, da so me skenslale, ne. Še preden je karkoli bilo. Tako da, tako je bilo. Zjutraj vstanemo in te dve punce so zjutraj naprej imele že karte za trajekt, sicer niso bile z avtom, ne, pač potniške karte so imele za trajekt, da grejo naprej. In vem, da sem jih peljal na trajekt. Vem, da sem se kar težko od nje poslovil. Se ne spomnim točno, kako sem se. Vem, da pol sem kar bil vesel, ko je trajekt šel, da je tega konec. Mislil pol skozi na njo. Mi je pa dala telefonsko. Dala mi je telefonsko iz Slovenije, kjer je mama doma njena, pa tudi tam so bili, ne, na počitnice prišli. Pa tudi iz tujine, z tiste države, s katere je bila, mi je dala številko. Ne bom povedal, katere države, ker res nočem, da bi
če se ona spozna v tem noter, v tem videu, nič za to, bom še vesel, sicer me sigurno ne spremlja, bom tudi pol povedal, še malo več o njej. Nočem pa, da bi kdo drug, ki pozna to vedel ali spoznal ali kaj takega, ne, ker lahko bi, ne, hitro se to lahko zgodi. No, povedala mi je tudi, kdaj z morja pride v Slovenijo, ker to smo bili na Hrvaškem na morju in so bila dogovorjena, da se šlišva. In pol, ki je ona rekla en datum, da bo prišla domov, jaz nisem tisti dan klical, sem pol naslednji dan klical, da nisem bil preveč tečen. Se veste, malo se moraš hladnega delati. Pokličem in se midva zmeniva, kdaj se dobiva. Bila je nedelja. Za nedeljo so se dogovorili. In ne boste verjeli, jaz se ga v soboto nekje v enem diskaču nažrl k opica in zaspim. Musem pa kar daleč do nje. Pa jaz, ko sem se zbudil, mogel že pri njej biti. Nikako nisem mu jajc, da bi poklical, sem kar šel, sem rekel, saj bo doma. Sem rekel, to je kar daleč bilo. Več kot uro pa pol vožnje iz Trebnjega. Jaz, ke pridem, še iščem kot budala, tako da sem 2 ure iskal tisto vasico, spraševal, najdu bajto, ampak ni nobenega bilo. Sem rekel, super, evo. Rekel, kako moram jaz to vse zajeti. Ono, ki mi je najbolj pomembno zajeti. Drug dan zjutraj pol kličem, povem, da sem zamudil, da sem prišel 1 uro kasneje. Pa je rekla, nisem 1 uro kasneje prišel, ker smo te več kot 1 uro sem te čakala in nisem vedela, kaj naj naredim, ali naj grem s starši, ki smo se zmenili, da gremo nekam na izlet, ali tebe čakam. In sem še rekla, dajmo še 15 minut počakati. Rekla, pol te pa ni bilo, ne vem, uro pa pol sem pa šla. Jaz sem pa najbrž 2 ure pa pol zamudil. Sem rekel, lej, sorry, daj, imaš še čas, dajva se jutri videti, pojutrišnjem, kakorkoli. In se midva zmeniva za en dan, ne vem, a je bilo naslednji dan ali pa čez 2 dni, več ni bilo, no. In jaz jo peljem v Piran. Včasih sem veliko žensk v Piran vozil, ker foter moj je imel tam stanovanje, no, se ga ima še zdaj. Je bilo fino v Piran peljati, ne. Imaš stanovanje, je lahko tudi kakšna akcija pa tako. Sem upal, da bo kaj, no. A, še to vam moram povedati. Jaz sem te punci kupil prstan, ker da bi zdaj rekel, 500 evrov sem dal za njega. Pač sem bil zaljubljen, no. Ampak ne vem, koga sem mislil, da me zaradi tistega prstana pol vzljubila pa rekla, rada te imam, s teboj hočem biti. Glejte, jaz sem, da sem kaj takega kakšnim puncam kupil, sem kupil te, prstan, zlat, pa še eni drugi, sicer pri oni drugi sem eno neumnost veliko naredil, pa sem pol mislil, da se bom s tem majčkeno odkupil. Ampak pa še ta prvi punci sem pa uhane, te sem pa srebrne kupil, pa me je prej pustila, preden sem ji dal. Tako da tiste uhani, a sem ji pol eni drugi enkrat dal, ali ko so se ne spomnim.
Tako da, kadar sem kupil kaj, se je slabo končalo. In to so pol enkrat tudi z enim kolegom debatirala. Je rekel, glih prstan sem ji kupil, pa me je pustila. Sem si rekel, če prstan kupuješ, to je katastrofa, to je pol sigurno končano. In jaz sem mi tisti prstan dal in lejte, sem prepričan s tistim prstanom. Tudi če nisem mu nič šans, sem jih mu pol v minus šanse. Prav ni hotela vzeti. Sem rekel, lej, vzemi, sem tebi kupil, če nam stran vrgel. Sem kar tako rekel, da je pol vzela, ne, še ta prsila, še tu sem zajel. Pol sva šla se kopati v Portorož in sva šla kaj na neke tobogane, pa tu pa so se malo zafrkavale, je bilo kar zabavno. Ampak veste, jaz, ko sem bil mlad, jaz sem bil ful zabaven. Jaz sem se znal tako zabavati, tudi sem znal nasmejati, kdaj tudi cel lokal. Ampak to sem bil sam pred ženskam, v katere nisem bil zaljubljen. To sem bil pa zaljubljen. Sem bil čisto resen. Jaz bi takrat mogel, najbrž sem kakšen sok pil, takrat mogel nekaj alkoholnega spiti. Je bilo čisto drugo. Vem, da sem hotel biti zabaven, pa ne vem, koliko me je ratvalo. In da so se po tistih toboganih, sem ene dvakrat malo za rokca prijel, pa to pa. Takoj sem videl, da ni interesa. Imam še sliko, ko sem slikan z njo. Slikal sem v stanovanju v Piranu. Slikca, jaz rinem ono nekaj na lička in lupčka dajem, ali sem na nekaj stiskal vse, veste, da ne vem točno. Bom najdel to sliko, bo pogledal. Ona pa čisto hladna, se to na sliki vidi, ne. Neč pol jo peljem domov. Po mojem sem sicer sanjal, da to ni zaključena zgodba, ampak bi lahko vedel, da je. Mislim, če bi bil kulčkaj pameten, bi vedel, da je to zaključena zgodba in gotovo je, to je to. No, ja nič, pol midva se greva narazen. Jaz sicer imam njeno telefonsko tudi iz one države, v kateri je živela. Ker se je vse tako slabo končalo, se tudi poklicati nisem upal. Ker sem občutek, da bom še slabše naredil. In nisem klical. Nikoli. Sem pa vedel, da je ta ista številka tudi faks. Ali mi je povedala, ali mi je na listek napisala, to se ne spomnim. In spomnim se, da sem ji pol za novo leto, se pravi, to je bilo, ne, 5 mesecev kasneje sem ji faks poslal. Nič ji nisem osvajal, bom rekel, preko faksa. Probal sem narediti tako, da kao, ajde ti pišem, čisto prijateljsko, ne, zdaj. To tipi delamo, da je prijateljsko, v resnici smo pa zaljubljeni v njih, ne, pa ženske to dobro pogruntajo. Jaz sem sicer malo tako napisal, jaz sem glih 2 meseca prej sem diskoteko odprl. Sem se malo pohvalil, da mi je diskoteko uspelo odprti in da ful laufa in da sem zadovoljen in tako naprej, ne.
Tako da poslal sem, odgovora pa ni bilo. Ampak napaka, kaj nisem poklical, veste, kaj bi izgubil? Nič ne bi izgubil. Če bi ene 3-krat klical, bi se me saj zapomnila, zdaj me najbrž pa že čisto pozabila, ne. Imam prav ali nimam? Vas lahko nekaj prosim? Dajte v komentar napisati, če ste naročeni na moj YouTube kanal ali niste. Če niste, pa če ste me poslušali do zdajle, bolj verjetno vam je všeč tele moje zadeve, tako da dajte se naročiti. Meni je to velika podpora, da imam voljo še več takega posnet, imam še veliko. In glejte, če se boste zdajle naročili na moj YouTube kanal, pa v komentar napišite, zdajle sem se naročila. Glejte, velika podpora mi je to, če lahko to naredite, bom vesel. No, potem sem malo pozabil na no. Pol pa čez ne vem koliko let, veliko, pride Facebook, pride vse to, je pa enkrat malo jaz po Facebooku iščem, vedel sem, kako se piše, ni bil slovenski priimek, ampak sem se ga zapomnil, glejte, še zdaj ga vem, čeprav imam nekje zapisano v enem bloku njeno telefonsko, še zdaj imam to njeno telefonsko zapisano, ja. Zelo verjetno se je spremenila. In jo najdem na Facebooku, že se ne spomnim točno kdaj, jo zaprosim za prijateljstvo. No, zdaj, ko sem se odločil, da bom to ljubezensko zgodbo posnel, sem seveda šel tudi pogledat na Facebook, če ima kaj novega. Pa vidim, ne, da prošnja je poslana, ni pa potrjena. Tako da me tudi potrditi ni hotela. Je pa sigurno njen profil ta prav, ker nima veliko svojih slik, ampak vidim, ima neke slovenske prijatelje. In bi bilo nemogoče, da bi to bila katera druga. Ime, priimek se ujema, pa še slovenske prijatelje ima, ne. Verjamem, da je v tisti državi, sem že hotel reči kateri, ona ima čist tuj ime in tuj priimek. In v tisti državi sigurno obstajajo še punce z istim imenom pa priimkom, ampak sigurno nimajo v Sloveniji nobenega prijatelja. Tako da sigurno je ta prava. No, seveda sem jo tudi malo pogooglal. Ratala neka zelo uspešna ženska, umetnica, zelo veliko o njej pišejo mediji in tako naprej. Tudi njena mama Slovenka je neke vrste umetnica, znana Slovenka. Mislim, znana, če bi vam jo povedal, bi jih 3/4 za njo vedelo, oziroma bi rekel, sem že enkrat slišal za njo. Možno je celo, da mama živi v Sloveniji. No. Sem bil pa tudi malo premalo aktiven, ne. Glejte,
Ona je vsako leto prišla v Slovenijo. Jaz sem v telefonsko številko tam od Nene Bajte, pa bi lahko poklical. Tako sem pa kar pozabil na vse skupaj, ne. To je tisto, ko se bojiš zavrnitve, ne. Koliko punc fantje zgubimo, ker se bojimo zavrnitve. Raj ne bom probal zato, da me ne bo zavrnila, ampak rezultat je isti. V končni fazi bi se tudi lahko na avion usul, pa šel do nje v tisti mest, kjer živi, bi naložil, da sem šel turistično, ali ne vem kva, pa ne vem, tukaj na živce, pa menda nisem šel, da bi me kar zavrnila. Da sem niti na kavici noče z mano dobiti. Ne vem, res ne vem, pa sicer sej, če pa ni bilo z njene strani iskrce, pa pač ni bilo, čeprav tisti večer je bila, sigurno je bila, ampak se veste, kako je to morje, zabava, dobra volja, tam en tip, ki te malo dobro voljo sprav, pleše z njim, on tudi, ja, hiter je neka zaljubljenost, bom rekel, ona, tista, ta hitra, ki tudi hiter pol mine, ne. Ona, tisti večer se mi sigurno bil všeč. Mogoče že drug dan zjutraj si rekla, jo, pa kva sem jaz to s tem tipom počela, saj jaz imam fanta, on tretne. Tako da je vse možno. Bi jo pa ful rad srečen. Bi jo pa ful rad srečen. Glejte, ni izključeno, da je nikoli ne bo. Ni izključeno. Ni. Ni, sploh ni. Zdaj sem se spomnil. Ste kaj bi lahko naredili? Tisti, ki me spremljate, veste, da delam intervjuje z zanimivimi ljudmi. Z njeno mamo bi lahko intervju naredil, če je v Sloveniji. Pa bi še malo vprašal, kako hčerka. Drugače sem pa mamo spoznal, ker tisti dan, ko sem jo prišel puj, me je mogla mami pokazati, da je mama videla, če sem jaz zanesljiv, da gre z mano v avto. Zaradi nesreče pa kaj takega verjetno mislim. Mama taka simpatična. Bila takrat, to je že dolgo nazaj. Mogoče pa to naredim. Napišite v komentar, če je to dobra ideja. Vidite, posod lahko najdeš pot. Posod. Pa imam še ne druge ideje, kako mogoče lahko do nje prišel. Sem jih ne bom povedal, ker preveč o njej pol povem. Imam pa tako, kakor sem rekel, res lep spomin na njo. Mislim, je bilo nekaj v njej. Všeč mi je bila ta punca. Čeprav ni bila tuna top lepotica, ki od lepote dol padeš, ampak ne vem. Bil je mogoče trenutek tak, da sem se zaljubil. No, to je tale moja, tale malo krajša ljubezenska zgodba. Imam še cel kup ljubezenskih zgodb, tako da si jih lahko pogledate, link je v opisu. Še več teh ljubezenskih zgodb, pa kakor sem že prej rekel, imam pa tam pod privat, ker nočem, da vsi vidijo. Se pa pridružite moji Instagram skupini, pa boste dobili link
do vseh teh videov, do vseh, ki so že posneti in vsi, ki še bojo, te privat, ker jaz te, ki so malo bolj take zgodbe, jih dam pod privat in ne dam javne. Tako da kliknite link v opisu tega videa, pa se pridružite tej Instagram skupini. Kakor sem že rekel, če boste imeli težave, da se ne morete pridružiti, pišite mi preko Instagrama, pa vam bom pomagal. Pa seveda, če niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. In najlepša vam hvala, da ste do konca gledali tale video. Ni niti tako dolg, tako kratek pa tudi ne. Pa lejte, ful vam bom hvaležen, če boste v komentar napisali mnenje. A vam je zgodba zanimiva, ali vam ni zanimiva. A bi poslušali še kakšno tako, ali jo ne bi. Lejte, to bi mi veliko pomenilo. Pač zato, ker želim vedeti feedback. A je to všeč vam, ali ni všeč. Dobro, lejte, sej ogledov imajo te ljubezenske zgodbe veliko, tako da verjetno, da nekaj vam je všeč na njih. Ampak tako me še malo bolj zanima, no. Hvala, adijo.